Recimo, da vam uspe shujšati 10 kg. Ste disciplinirani, jeste manj, telovadite, vztrajate. Pričakovali bi, da tudi zdrava telesna teža ostane. Ampak ne. Počasi v tednih ali pa mesecih se kilogrami vrnejo. Včasih še kakšen ekstra. In potem se počutite, kot da je z vami nekaj narobe, ker ste naredili vse prav, ampak niste uspeli. In to ni vaša krivda, to je biologija vašega telesa. Telo ima vgrajene obrambne mehanizme, ki aktivno sabotirajo vsak poskus hujšanja. In dokler jih ne razumete, se boste vedno znova znašli na začetku. Ta video je del serije, kjer spreminjamo pogled na hujšanje. V drugem videu Metabolne okvare sem razložil, zakaj je hujšanje tako težko, zakaj ste ves čas lačni, zakaj ste brez energije in zakaj se tehtnica ne premakne. Če ga še niste pogledali, ga toplo priporočam, link je v opisu. Danes pa odgovarjamo na drugo vprašanje. Zakaj se vsem, ki pa jim uspe shujšati, kilogrami vrnejo nazaj? Sem Jan in že več kot desetletje vodim shujševalni program Športne klinike. In to, kar vam bom danes razložil, je razlog, da 95% diet propade. Da razumete, zakaj se vaše telo obnaša tako kot se moramo za trenutek vrniti v preteklost. V naši človeški zgodovini je bila hrana redka. Ljudje so lovili, so nabirali, včasih so jedli v izobilju, pogosto pa so stradali. In preživeli so tisti, ki so v dobrih časih lahko ta višek energije iz hrane shranili v obliki telesne maščobe, da so imeli iz česa črpati energijo, ko hrane ni bilo. Maščoba je bila tako pogosto razlika med življenjem in smrtjo. In vaše telo še vedno deluje po teh pravilih. Vsak gram maščobe je zlato za telo. Možgani ne vejo, da živimo v 21. stoletju, kjer je hrana dostopna 24 ur na dan. Ne vejo, da prekomerne zaloge maščobe škodujejo zdravju. Vejo pa eno stvar, in sicer koliko tehtate. Ker telo tako zelo ceni te svoje zaloge, si zelo dobro tudi zapomni, kakšna je njegova telesna teža. In to številko si zapomni kot normalo. Strokovno temu rečemo homeostaza, se pravi neka točka udobja telesa, h kateri telo vedno teži. Naprimer, telesno temperaturo imamo ves čas okrog 37 stopinj. Podobna zgodba je s telesno težo. Vsako odstopanje dojema kot nevarnost in želi nazaj v to svojo točko udobja. Zato, ko začnete jesti manj in se gibati več, vaše telo to dojame kot krizo, kot neko lakoto, nevarnost in sproži obrambne mehanizme. Teh obrambnih mehanizmov je več in vsi se aktivirajo hkrati z istim ciljem. Varčevati z energijo, porabiti čim manj zalog in po koncu hujšanja čim prej izgubljeno dobiti nazaj. Poglejmo si 3 najpomembnejše. Prvič, tudi ko spite, ko sedite, ko ne delate ničesar, vaše telo ves čas porablja energijo. Za bitje srca, za dihanje, za delovanje možganov, za vzdrževanje tiste telesne temperature, in temu rečemo bazalni metabolizem. In to je največji del vaše dnevne porabe energije. In ravno tukaj telo naredi prvo potezo, to porabo začne zniževati. Vi jeste enako malo kot prej, ampak vaše telo zdaj porablja manj. In kalorični primanjkljaj, ki je prej zadostoval za hujšanje, zdaj ne deluje več. Drugi obrambni mehanizem. Čez dan se premikate na načine, o katerih sploh ne razmišljate. Mahate z rokami, tako kot zdaj jaz, hodite po prostoru, tresete z nogo, vstajate, se usedete, se obračate. Skratka, neke male aktivnosti, ki se lahko zdijo nepomembne, ampak čez dan se seštejejo v presenetljivo veliko porabo energije. Včasih celo več kot sama vadba in trening. In ko hujšate, telo vse to nezavedno gibanje ugasne oziroma zmanjša. Vi tega sploh ne opazite, ampak vaša dnevna poraba se zniža, ne da bi karkoli spremenili. Tretji obrambni mehanizem pa, po nekaj tednih hujšanja, ne samo, da ste malo lačni, lačni ste ves čas in nikoli niste resnično siti, in to ni slabost vaše volje. To je zadnji obrambni mehanizem, ki ga vaše telo prižge. Poveča se hormon lakote, grelin, zmanjša se ta hormon sitosti, leptin in vi še vedno jeste enako malo, še vedno telovate, ampak vaše telo se zdaj bori proti vam. Torej, metabolizem pade, spontane aktivnosti izginejo, lakota naraste in hujšanje se ustavi. To je biologija telesa. Vaše telo dela natančno to, za kar je bilo trenirano več tisočletij. Varuje vas pred tem, kar dojema kot neko stradanje.
Nažalost pa se zgodba ne konča tukaj, ker vse, kar sem vam pravkar opisal, so obrambni mehanizmi med hujšanjem. Telo pa ima določene obrambne mehanizme tudi po hujšanju, zaradi katerih je nižjo telesno težo zelo težko ohranjati. Recimo, da vam kljub vsemu uspe shujšati tistih 10 kg. Pričakovali bi, da se metabolizem vrne na to svojo normalo, da telo sprejme novo telesno težo kot novo točko udobja. Ampak tega ne naredi. Metabolizem ostane nižji. Čeprav ste shujšali, vaše telo še vedno misli, da je kriza, še vedno varčuje z energijo. In temu pravimo adaptivna termogeneza, se pravi prilagoditev telesa, ki vztraja še dolgo po koncu diete. Najbolj znan primer tega so tekmovalci šova Življenje na tehtnici. V enem letu izgubijo ogromno teže, nekateri tudi do 60 kg. Ampak ena raziskava je pokazala, da 6 let po koncu šova njihov metabolizem še vedno ni normalen. Skoraj vsi vse pridobijo nazaj. Na koncu morajo jesti še manj kot pred začetkom šova, samo da se še bolj ne zredijo kot prej. In zdaj, če samo pomislite na to, če morajo jesti še manj, pa se vseeno zredijo, morajo torej, če hočejo spet shujšati, še manj pojesti, pa že tako maljajo. In ravno zaradi tega mehanizma, ker metabolizem ostane nizek, je vsako naslednje hujšanje še težje. Te obrambni mehanizmi se okrepijo in telo se nauči, kako se upirati. Zato je vsaka naslednja dieta manj uspešna kot prejšnja. To pa ni vse, ker najhujše pride. Med samim hujšanjem, čeprav izgubljate kilograme, te maščobne celice ne zginejo. Nažalost se maščobne celice samo spraznijo in zmanjšajo. Ko pa spet začnete jesti več, se te celice spet napolnijo. In ne samo, da se maščobne celice napolnijo, telo se takšnih pomanjkanj in hujšanj tudi v prihodnosti boji in se hoče pripraviti na naslednjo tako krizo. Zato ustvari nove maščobne celice. In maščobne zaloge imajo tako še večji potencial rasti. Zakaj? Ker zdaj imate več maščobnih celic, kot ste imeli na začetku, in vsaka lahko zraste, vsaka lahko shrani še več energije. In najslabše pri vsemu temu pa je, da te nove maščobne celice najraje nastanejo ravno na predelu trebuha. In zdaj upam, da razumete nekako to celo sliko. In seveda je potem logično in jasno, zakaj 95% diet propade. Ne zato, ker so ljudje nedisciplinirani, ampak zato, ker shujševalni programi se borijo proti telesu, namesto da bi delali z njim. In vsaka agresivna dieta sproži močnejše obrambne mehanizme. Vsak ta jojo cikel ustvari več maščobnih celic in vsako naslednje hujšanje postane težje. In to je ključno. Obrambni mehanizmi se aktivirajo najmočneje, ko je pristop neprimeren. Spravi, ko pa je nek shujševalni pristop postopen, prilagojen vašemu metabolizmu in zasnovan tako, da naslavlja in upošteva metabolne okvare in obrambne mehanizme, se telo upira manj. In natančno to je princip, na katerem temelji naš shujševalni pristop, katerega bom pa predstavil v naslednjem videoposnetku in se vidimo tam.